Dragi bratje in sestre, lepo pozdravljeni na današnjo prvo adventno nedeljo, lahko rečemo tudi na nedeljo novega začetka. Z adventnim časom vstopamo v novo cerkveno leto, ampak tisto, kar nas pravzaprav v tem trenutku bolj nagovarja, je začetek priprav na božične praznike. Da bi v svojem srcu ne imeli zgolj misli za zunanje priprave, na to, kako bomo pospravili in okrasili naše stanovanje v božičnih praznikih, ampak da bi najbolj pogledali, kaj v našem srcu, kako pričakujemo Boga s svojim življenjem. To je tisto veselo pričakovanje, v katerem nas nagovarja tudi današnja Božja beseda. Odgovorimo na to Božje povabilo, odprimo Gospodu svoje srce, povabimo ga v svoje življenje. Priznajmo mu tudi vse svoje slabosti, vse napake, ki jih imamo, ter prosimo za njo odpuščanja. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanjih. Mnogo dobrega opustil in slabega stvoril. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Vsemogočni Bog, utrdi nam voljo, da bomo prihajajočemu Kristusu šli naproti z dobrimi deli. Tako bomo prišli na njegovo desnico in večno živeli v njegovem kraljestvu, kjer s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz knjige preroka Jeremija. Glej, pridejo dnevi, govori Gospod, ko izpolnim obljubo, ki sem jo dal Izraelovi in Judovi hiši. Tiste dni in tisti čas stvorim, da požene Davidu vladika pravičnosti, delal prav in pravično v tej deželi. Tiste dni bo Juda rešen in Jeruzalem bo prebival na varnem. Takole pa ga bomo imenovali, Gospod, naša pravičnost. Božja beseda. Amen.
Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Tesaloničanom. Vas pa naj Gospod obogati in napolni z ljubeznijo drug do drugega in do vseh, prav kako jo čutimo mi do vas, da bi tako potrdili vaše srce, ki naj bodo neoporečno v svetosti pred Bogom in našim očetom, ko pride naš Gospod Jezus vsemi svojimi svetimi. Amen. Sicer pa vas, bratje, prosimo in opominjamo o Gospodu Jezusu, da še bolj napredujete v tem, kar ste prejeli od nas, namreč to, kako vam je treba živeti, da boste ugajali Bogu, sicer pa tako že živite. Saj veste, kakšne navodila smo vam dali po Gospodu Jezusu. To je Božja beseda. Znamenja bodo na soncu, luni in zvezdah. Na zemlji bo stiska med narodi, v zmedi zaradi počanja morja in valov. Ljudje bodo ginili od strahu in pričakovanja tega, kar bo prišlo nad ves svet, kajti nebeške sile se bodo majale. In tedaj bodo videli Sina človekovega priti na oblaku z močjo in veliko slavo. Ko se bo to začelo dogajati, se vzravnajte in dvignite glave, kajti vaše odrešenje se približuje. Varujte se, da vam srca ne bodo obtežena z razuzdanostjo, pijanostjo in življenjskimi skrbmi in da vas tisti dan ne ujame iznenada kakor zanka. Prišel bo namreč nad obličje vse zemlje. Zato čujte in vsak čas molite, da bi zmogli ubežati vsemu temu, kar se bo zgodilo in stopiti pred Sina človekovega. To je Kristusov evangelij. Adventni čas. Adventio je latinska beseda, ki pomeni prihaja. Pa ne, da mi prihajamo, ampak Gospod znova prihaja med nas. In Advent kot takšen, vsaj danes smo ga lahko začeli zelo, da bom rekel skromno, ampak tako, v majhnih stvarih. Z eno lučko na adventnem venčku, z adventnimi pesmimi, mogoče navzven še nič posebnega. Pa vendar so tudi ti majhni koraki, tudi ta majhna znamenja, že pravzaprav pričevanje o vsem tistem, kar se bo zgodilo. Kaj pa se bo zgodilo? Kristus prihaja med nas, je že prišel, je sedaj med nami in bo prišel. Prišel je pred 2000 leti, ko se je rodil kot Jezus Kristus, kot človek v Nazaretu, kjer je živel potem in deloval v sveti deželi, kjer je oznanjal to veselo oznanilo življenja in je potem žalostno bil obsojen na smrt in v Jeruzalemu tudi umrl. Ne spominjamo se samo Jezusovega prvega prihoda na ta svet, ampak na poseben način pravzaprav nas Božja beseda vabi, da bi danes živeli njegovo prisotnost med nami. Ker danes tudi prihaja med nas. Prihaja v vseh nas, ki smo tukaj zbrani. Prihaja v ubogih, v pomoči potrebnih. Prihaja v naših sodelavcih, v naših sosedih. Prihaja po možu, ženi in po ženi k možu.
prihaja po otrocih, po starih starših, po vsakem izmed nas, pa ne samo po ljudeh, tudi po naravi, po dogodkih življenja, po vseh stvarih, ki se nam zgodijo, ki so del našega življenja, Bog vstopa k nam. Vstopa v naše življenje, nam prihaja naproti. To je Jezusov prihod v tem trenutku. Čez nekaj trenutkov bo prišel sem na oltar pod podobo kruha in vina. Na tretji strani, oziroma tretji naš pogled, tretje razmišljanje, pa je usmerjeno v tisti Jezusov končni prihod. Ob koncu časov, ko bo prišel kot sodnik, ko nas bo povabil k sebi in nam na nek način odprl knjigo življenja ter rekel, poglej, vse te priložnosti, možnosti si imel, kaj si iz njih naredil in plačali, oziroma povrnjeno nam bo po tem, kar v življenju ustvaril. In mnogo ljudi se boji tega tretjega Jezusovega prihoda, oziroma končne sodbe. Kajti, če človek v življenju ne dela tisto, kar v srcu in v vesti čuti, da je dobro in prav, če nas malce črviči vest, potem vemo, da tisti poslednji trenutek ne bo ravno najbolj prijeten. A vendar, če se tega zavedamo, če vemo, kaj nam sledi, potem se človek na vse to lahko tudi pripravlja, na nek način vsak dan znova nosi to v svoji glavi, nosi v svojem srcu in tako temu primerno tudi potem živi. Zato je zelo pomembno, da adventnega časa, da tega trenutka ne zapravljamo, oziroma da se ne pustimo zavesti na stran poti. Kaj pomeni živeti adventni čas? To je veselo pričakovanje, krepenenje po tem, kar se bo zgodilo. Ja, je tudi strah, ampak bolj kot strah se oziramo v tisto, kar bo prišlo, v tisto, kar pričakujemo, v tisto, kar nas navdaja z veseljem. Kot ženo, ki bo porodila dete, mame, boste to bolj vedeli, bi moral jaz stran stopati, pa da boste vi prišli sem zgor povedati, kako je to, ko se bliža čas poroda, ko na nek način, ja, a je vse pripravljeno, a je vse tam, kjer mora biti, a bo vse šlo tako, kot je treba, in je tudi nekaj strahu, pridejo trenutke bolečine, pa vendar v luči tistega, kar se bo zgodilo, ko bo novo življenje, ko bo dete rojeno, se ves ta strah, vsa bolečina, vsa tista tesnova v pričakovanju na koncu izgubi v veselju, ko je novo dete rojeno, ko ga dobimo v naročje. Adventni čas je v bistvu resen tak čas prečiščevanja nas samih, pripravljena, če je vse na pravem mestu, če smo na nek način v življenju naravnani v pravo smer. Kajti, ko bo dete rojeno, ko ga bomo vzeli v naročje, takrat moramo že biti na pravi poti. Ne da še obračamo svoje ladjo življenja, ampak da že plujemo, da smo že naravnani na Gospoda. Zato nas današnja Božja beseda pravzaprav bi jo lahko strnili v dve besedi. Na eni strani je obljuba, na drugi strani pa veselo pričakovanje. Obljuba, ki jo Bog daje, ne samo Izraelcem že v davnini nazaj, da bo prišel, da bo Bog poslal odrešenika, ampak tudi obljuba nam danes, da v tej temi življenja, če lahko rečemo, v zmedenosti, v izgubljenosti, ali kakorkoli že lahko imenujemo to stanje, v katerem se lahko nahajamo, obljuba, ki nam jo Gospod vedno znova daje, da bo prišel in da nas nikoli ne bo zapustil sam. Človeško gledano, dve obljubi sta mi prišli tako na misel. Ena je obljuba, ki jo damo recimo pri sveti spovedi. Trdno sklenem, da se bom poboljšal. Obljubim, da se bom poboljšal. Verjamem, da takrat človek iskreno stoji za temi besedami in da se želi spremeniti, da želi na nek način obrniti nov list svojega življenja in tisto, kar je bilo slabo, odvreči, na nek način pustiti za seboj, zato da bi lahko s drugačnim srcem, z večjim žarom šel Gospodu naproti. Pa vemo, da nam dosti krat spodleti, da tudi to, tako gorečo željo v sebi, tako trdno obljubo, ki jo dajemo pred seboj in pred Bogom, veliko krat prelomimo. Druga obljuba, ki je na nek način mi prišla na misel, je pa obljuba pri zakramentu svetega zakona. V sreči in nesreči, v bolezni in zdravju, da te bom ljubil in spoštoval vse dni svojega življenja.
Obljuba, ki si jo dasta mož in žena za celo življenje, v moči katere bosta na nek način se dopolnjevala, skupaj rasla, pa tudi skupaj jokala, ko bo prišel čas za to, skupaj trpela in se skupaj veselila. Obljuba, ki daje na nek način zelo tako konkreten odgovor nam daje, kajti tisti, kateremu obljubljam, stoji poleg mene. Je na nek način otepljiv, ga vidim, ga lahko otipam in slišam tudi njegove besede. Pa tudi takrat, žal, se tudi v zakonu velikokrat zalomi, tudi tam pridejo vzponi in padci, tudi tam nastanejo globoke rane in bolečine. Kaj želim povedati s tema dvema primeroma? Človek, ki še tako trdno, na nek način, stoji na svojih besedah, se lahko polomi, kajti naše besede so samo človeške besede. In samo na nek način naša želja, naše pričakovanje smo nepopolni, zato so tudi naše sklepi, naše želje nepopolne. Na drugi strani, ko obljublja Bog, tam ni nepopolnosti. Ko Bog nekaj reče, to drži. Ko Bog obljubi svojega sina, ga je tudi poslal. In če na podlagi preteklih obljub, ki so se izpolnile, razmišljamo o današnjem času in za prihodnost, to, kar Bog reče, to se bo zgodilo. In če nam Bog obljublja odrešenika, tudi v prihodnosti, če nam obljublja svoj blagoslov, se bo to zgodilo. To je tista najbolj trdna garancija, najbolj trdna skala, najbolj trdno mesto, na katerega lahko postavljamo svoje življenje in ki se ne bo omajalo, ki ne bo popustilo pod težo življenja. Bog je z nami in to je Božja obljuba. Na drugi strani, druga beseda, v kateri bi lahko razmišljali, pa je pričakovanje. Pa je na nek način hrepenenje po tem, kar se bo zgodilo. In če Bog stoji za svojimi besedami, lahko tudi naše hrepenenje zaradi tega raste. Se tudi mi lahko ogrevamo in vedno več pravzaprav stavimo na Boga. Kajti imamo garant, imamo na nek način trdno oporo, vemo točno, na kaj lahko računamo, kje smo pa slobodni. Zato, dragi bratje in sestre, ne bo adventni čas res čas veselega pričakovanja. Poglobljenega življenja v sebi zagotovo, kajti na mestu je, da vsak od nas razmisli, kaj je tisto, kar na nek način razbija Božjo obljubo v nas, kaj je tisto, kar nas bega, kaj je tisto, kar nas vodi proč od te trdnosti življenja. In kaj lahko naredimo, da bo naše srce se umirilo v Gospodu, da bomo v srcu, v mislih, v besedah, v vsem tem, kar želimo, znova prepoznali Gospoda kot pravo smer za vsakega izmed nas in da bomo to smer na to tudi gradili. Lahko se veselimo, lahko pričakujemo, lahko se zanesemo na Gospoda. Če dovolimo na nek način, da Gospod vstopi v naše življenje in da nas začne pogrevati, da nas začne vabiti k sebi. Lahko bi rekli, da smo podobni magnetu, oziroma Bog je magnet, mi smo pa na drugi strani. Magnet, če dovolj daleč, da te sihlice majhne. Če dovolimo, da se začnejo te mestni približevati dva magneta med seboj, bodo silnice med njima postale vedno večje, vedno močnejše. Gospod nas vabi k sebi, Gospod nas želi imeti ob sebi, Gospod nam želi podariti samega sebe. Zato, dragi bratje in sestre, vstopimo v adventni čas res z enim velikim veseljem in pričakovanjem, z radostjo, s tem, da pričakujemo ne samo, kaj bomo mi sami naredili, ampak predvsem, kako nam Gospod prihaja naproti in da bi to veselje, to navdušenje, na drugi strani pa tudi ta mir, ki se zaradi tega širi lahko med nami, da bi to zmogli deliti tudi drugim ljudem. Hitro bom menil, čeprav letošnji adventni čas je sorazmerno dolg, skoraj da cele 4 tedne, pa vendar začnimo takoj, kajti časi zelo hitro minevajo in zelo hitro se nam bo lahko zgodilo, da nas bo presenetil tudi drugi, oziroma ta Kristusov prihod, obletnica pravzaprav njegovega rojstva. Tako kot kdaj tudi imamo preseneti otrok, ki pride prezgodaj, pa vendar, če je vsaj glavnina pripravljena, nič za to. Če tudi mi vsaj glavnino v sebi pripravimo,
ne bo nič narobe, tudi če nas kakšen dan prinese okrog oziroma nas Gospod preseneti. Odprimo Gospodu svoje življenje, povabimo ga k sebi. Amen. Izpovejmo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je iz očeta rojen z vsemi vidni, in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rajenja ustvarja, enega bistva z očetom, in je po njem vse ustvarja. In zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je v telesu posvetil iz Marije Device in postal človek, bil je prekrižan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen in tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma. In je šel v nebesa, sedel na desnici Očetovine in bo spet prišel s nami soditi žive in mrtve in njegovo kraljestvo ne bo konca. In od svetega Duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril o prerokih in v eno sveto, katoliško in apostolsko cerkev, priznamo en krst, odpuščanje grehov, trpinčem znejenja mrtvih in življenja v prihodnem veku. Bratje in sestre, adventni čas nas vabi, da odložimo dela tebe in se močneje oklenemo Kristusa, ki prihaja. Zaupno ga prosimo. Gospod, tvoj prihod bodo spremljala velika znamenja na nebu. Naj bo cerkev vedno močnejše znamenje, da je Božje kraljestvo že med nami. Dobri pastir, podpiraj našega papeža Frančiška, vse škofe, duhovnike in druge služabnike cerkve, da bodo pravilno usmerjali prenovo verskega življenja. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, pomagaj nam, da bomo po zakramentu sprave doživeli tvoje usmiljanje in spodbudo za novo življenje. Učitelj ljubezni, daj nam uči, da bomo nesebično pomagali bolnikom in trpečim v naši žrtniji. Sodnik živih in mrtvih, usmili se naših rajnikov in jih sprejmi v svoje kraljestvo. Gospod Jezus Kristus, usmili se vseh obolelih s koronavirusom ter drugih bolnikov v naši domovini in njihovih svojcev. Gospod Jezus Kristus, podpiraj vse zdravstvene delavce, da bodo skrbeli za bolnike in jim pomagali. Gospod Jezus Kristus, prosimo te za državne voditelje in njihove sodelavce, da bodo v teh težkih časih modro in odgovorno vodili svoje ljudstvo. Gospod Jezus, vsi krepenimo po tvojem prihodu, čeprav se tega včasih ne zavedamo. Daj, da bomo v adventnem času napredovali v pravičnosti in svetosti in tako bolj zvesto hodili za teboj, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Bratje in sestre, da bo vsemogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Hvala in čas svojemu imenu, upravljajo tudi nam vse svoje sveti cerkvi. Nebeški Oče, sprejmi ti darove, ki si nam jih naklonil v svoji dobroti. Z njimi ti na zemlji izražamo svojo vdanost, naj nam pomagajo doseči večno odrešenje. V Kristusu, našem Gospodu. Gospod z vami. Višku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se te vidno in povsod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Pri svojem prvem prihodu se je ponižal in postal človek, da je izpolnil večni načrt odrešenja in nam odprl pot v večno zveličanje. Ko bo spet prišel v veličastju svoje slave, bomo vsej polnosti prejeli, kar nam je obljubljeno in kar v veri zaupno pričakujemo. Zato z angeli in nad angeli vsemi nebeškimi zbori tvojemo hvalnico tvojemu veličanstvu in nenehno prepevamo. Zato te ponižno prosimo, da po svetem duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo. Naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, se razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Njegovega čudovitega vstajanja in nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje
ki ti je bilo darovano s pravom. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. Onaj nas popolni za večno daritev tebi, da bomo mogli prejeti dediščino s tvojimi izvoljenimi. Najprej s predlaženo devico Božjo Materjo Marijo, njenim ženinom svetim Jožefom, svetimi apostoli in slavnimi učenci z našimi krstnimi zavetniki in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu v mir in zveličanje. Utrjuj v veri in ljubezni na zemeljski poti svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža Frančiška, našega nadškofa Stanislava, vaš škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri Oče, prošnje te družine, ki je zbrana tukaj pred teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Sprejmi dobrotno v svoje kraljestvo naše rajne brate in sestre, vse pokojne farane naše župnije in vse, ki so se v tvoji milosti ločili iz tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali tvojo slavo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deliš svetu vse dobrine. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava, na vse veke vekov. Če je adventni čas, čas poglobljenega duhovnega življenja ter iskanje Boga v svojem življenju, potem začnimo danes takoj, tudi s to molitvijo Oče naša, ko nam Gospod prihaja naproti kot dobri in usmiljeni Oče. Ne bo naše srce odprto zanj, zato mu vedno vzklikamo ter molimo. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zbori se tvoja volja, tako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, tako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne odpelji nas skušnjamo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nevirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne gledaj naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi o miru njevodih popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir, bodi vedno z vami.
nam koristijo svete skrivnosti, ki jih vedno znova obhajamo. Z njimi nas že v tem minljivem življenju učiš tiste ljubezni, s katero te bomo ljubili vso večnost. Po Kristusu, našem Gospodu. Znanila na današnjo prvo adventno nedeljo. Da razpolagamo te novo številko družine ter ognjišča. Hvala za vaš dar, ki ste ga preteklo nedeljo namenili meni osebno. Hvala tudi za vsa voščila, lepe misli in molitve, ki sem jih bil deležen v teh dneh. Nabirka današnje nedelje pa je namenjena za pomoč najbolj potrebnim, za Karitas. Hvala tudi za vaš dar v obliki hrane, ki ga danes prinašate sem v cerkev, ali pa ste ga že vložili zunaj v kombi. Vso zbrano hrano bomo razdelili med naše prosilce pomoči. Hvala vsem, ki ste včeraj pomagali pri izvedbi adventne delavnice, izdelovanja adventnih venčkov, zlasti animatorjem ter odraslim skavtom. Vem, da so izredne razmere bi lahko rekli, pa vendar ob upoštevanju vseh predpisov in pravil, ki so sedaj, da se pač izognemo tiste nevarnosti okužbe, se še vedno da marsikaj narediti. Ker je tak strah nas je popad, ne? Zdaj pa ničesar ne smemo, ničesar nič ni dovoljeno, ampak ni res. Če znamo upoštevati stvari, potem se marsikaj da tudi narediti. Sicer v manjšem obsegu, v drugačni obliki mogoče, kot smo bili vajeni, ampak pomembno je, da ne zaspimo, da se ne odrečemo zdaj kar vsem stvarim. Tudi adventni čas bo na preizkušnji glede tega. Lahko rečemo, nič ne smemo, nič ne bomo in bomo ostali doma, ali pa bomo tam, kjer lahko in tam, kjer smo, skušali narediti tisto maksimalno, kar nam je dano, oziroma kar zmoremo narediti. Vstopamo v adventni čas. Naj bo ta čas res priložnost za večjo medsebojno povezanost, najprvo znotraj družin, da smo pozorni na stiske in težave drug drugega, da si med seboj pomagamo, da molimo drug za drugega. Da se Kristus najprej rodi v naših srcih in to se bo poznalo tudi v naših medosebnih odnosih. S veroučenci bomo adventno akcijo razdelili in razložili pri uri veruka v tem tednu. Zadaj na oglasni deski že visi list, kamor se lahko pišete kot gostitelji Marijinega kipa za en dan v adventnem času. Vsak dan do konca večerne svete maše, vsak dan ob koncu večerne svete maše prevzamete Marijino podobo in jo nato naslednji dan do večerne svete maše prinesete nazaj sem v cerkev. Naj nas Marija povezuje in usmerja k Jezusu. Iščemo božično drevo. Če ima kdo kakšno primerno sprejko ali jelko, ki jo ima namen podariti in jo je pripravljen podariti za v cerkev ali pa za zunaj pred cerkvijo, jo z veseljem sprejmemo. Oglasite se v župnišču. Danes in prihodno nedeljo vas bodo zunaj pred cerkvijo pričakali naši odrasli skavti, ki vam v nakup ponujajo koledarje, kadilo, oglje in voščilnice za božične praznike. Denar od voščilnic gre za sestro Barbaro v Ukrajini. Hkrati pa ste vsi lepo povabljeni, da se ustavite zunaj pred cerkvijo ob kozarčku čaja, mislim, da bo danes tudi kuhano vino, da s tem znova oživimo našo medsebojno povezanost in pripadnost župniji. Na župnijskem pastoralnem svetu smo rekli, da bi za letošnje leto delali predvsem v to smer. Iskati priložnosti, kako znova povezati oziroma obuditi to našo pripadnost župniji, kako se za trenutek ustaviti ob komu, izreči kakšno besedo, malo poklepetati, vse da bomo tiščali drug od drugega. Vendar, če ni tega, potem pač enostavno nas ni. Tudi adventni venac, ki je zunaj, ima na nek način ravno to nalogo ali ta smisel, da nas povezuje, da nas združuje, da nas vabi, ne samo k Kristusu, ampak tudi k sočloveku. Ostali dogodki v tem tednu. V ponedeljek, torej jutri zvečer, pri sveti maši začnemo z devetdnevnico pred praznikom brezmadežne device Marije. Lepo vabljeni vsak večer pri sveti maši. V torek podeluje sveti Andrej apostol, ki je tudi zavetnik našega duhovnega pomočnika, zato mu v tem mestu želimo veliko blagoslova, veselja in korajže še za naprej. Petek in sobota sta prvo v mesecu, vabljeni k pobožnosti prvega petka in prve sobote ter k prijemu zakramenta svete spovedi.
V petek dopoldan bova duhovnika obiskovala naše ostarele in bolne brate in sestre po župniji, zato takrat ne bo uradnik po župnijski pisarni. V petek zvečer ob 20. redno srečanje mladinske skupine. V soboto zvečer ob 19. srečanje birmanskih animatorjev. Prihodna nedelja bo druga adventna nedelja, ker je to prva nedelja v mesecu, bo vaš dar namenjen za gospodarske potrebe župnije. Na odplačilo še čaka dolg do nadškofije, ko smo gradili trg ob cerkvi in smo si takrat morali denar sposoditi, tako da iskrena hvala že vnaprej za vaš dar. Sedaj ob koncu svete daritve bomo najprvo blagoslovili adventne venčke, ki ste jih mogoče prinesli s seboj, da bo tako ne samo okras v našem domu, ampak predvsem znamenje Božje ljubezni, znamenje prisotnosti Boga v našem življenju. Ni dovolj samo imeti, ampak je potrebno to potem tudi živeti. In naj nas adventni venček s svojimi svečami vabi k bližini do Boga, do bližnjega, pa hkrati tudi do iskrenosti do samega sebe. Molimo. Vsemogočni Bog, v začetku adventnega časa prihajamo k Tebi polni pričakovanja in upanja. Ti si večni, ki mu pripadajo vsi časi, Ti si življenje, ki ohranja vse živo, Ti si luč, ki prežene vsako temo. Prosimo Te, blagoslovi Ti adventne vence, ki nam govorijo o Tebi. Pomagaj nam, da Te bomo ljubili z vsem srcem in Ti ostani zvesti, po Kristusu, našem Gospodu. V koncu svete maše pa res nekaj pobegati domov, kajti zunaj se lahko ustavimo, čeprav zakon malo rahlo dežuje, pa vendar, če je volja, tam tudi dež, da pride do živka. In če se lahko ustavimo in kakšno besedo rečemo, pa malo obnovimo te naše vezi medsebojne, bo adventni čas, verjamem zaradi tega, lahko še lepši, še bogatejši, na nek način še bolj doživeti. Vsi skupaj pa ob koncu te svete daritve prosimo še za Božji blagoslov. Gospod z vami. Vsemogočni in usmiljeni Bog nam je dal v veri spoznati prvi prihod svojega Sina in nam daje upanje v njegov drugi prihod. Naj vas po njemu razsvetli, posveti in obogati svojim blagoslovom. V življenju na tem svetu naj vas utrjuje v veri, razveseljuje v upanju in vnema v ljubezni. Veselimo se, da je odrešenik postal človek in prišel med nas. Ko pride drugič v svojem veličanstvu, naj vas osreči z darovi večnega življenja. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.